Danes bi vam predstavili strateške cilje na področju trga dela in socialne zaščite. Danes živimo v času velike brezposelnosti in tudi spremenjene demografske slike, saj se povečuje število starejših vsaki dan. Zato smo kot prvo predlagali tudi ustavno spremembo. Ustavo je potrebno dopolniti z pravico starejših, kar pomeni, da vsaka starejša oseba ima pravico do samostojnega in dostojnega življenja ter sodelovanje v družbenem in kulturnem življenju. Strateški cilji na področju trga dela in socialne zaščite pa so povečati zaposlenost na 75% v starostni skupini 20 do 64 let, do leta 2020, zmanjšati brezposelnost na raven iz leta 2008 do leta 2015 in zmanjšati tveganje revščine, znižanje števila prejemnikov državne denarne socialne pomoči na 20% za 20% do leta 2015. Potem strateški cilji so povezani z ukrepi za doseganje teh strateških ciljev. Z različnimi tudi finančnimi spodbudami bomo pospeševali nastanek in razvoj delovnih mest, ki so prilagojena starejšim in so zdravju neškodljiva in prispevajo k trajnostnemu razvoju. Spodbujali bomo tudi programe vseživljenjskega učenja in izvajali ukrepe v podporo zdravemu življenjskemu slogu. Zagotovili pa bomo tudi stimulacije za daljše vztrajanje v zaposlitvi za zaposlene in za delodajalce. Prenovili bomo ukrepe aktivne politike zaposlovanja, kjer bomo zmanjšali razdrobljenost programov, racionalizirali postopke vključevanja brezposelnih in dosledno predvsem spremljali rezultate teh programov. Znotraj teh ukrepov pa povečali oziroma okrepili predvsem programe javnih del ter programe namenjene usposabljanju in prekvalifikaciji brezposelnih oseb. Ti programi se tudi financirajo z evropskih sredstev in menimo, da moramo v čim večji meri uporabiti ta sredstva, posebej ker je zelo veliko povpraševanja na trgu po javnih delih. Spodbujali bomo pa tudi programe težje zaposljivih in dolgotrajno brezposelnih ter podpirali uveljavitev socialnega podjetništva v praksi. Cilji na področju zaposlovanja in trga dela so pa zmanjševanje segmentacije na trgu dela, zagotoviti varnost zaposlenih v primeru izgube zaposlitve in znižati stroške dela, povečati usposobljenost in kompetentnost zaposlenih. Ukrepi za doseganje ciljev na področju zaposlovanja in trga dela. Prenovili bomo delovnopravno zakonodajo v smeri zmanjšanja razlik v pravicah, ki izhajajo iz različnih vrst zaposlitvenih razmerij. Danes vemo, da se povečuje predvsem zaposljivost za nedoločen, da se sklepajo pogodbe za določen čas, teh vedno več narašča, pogodbe za nedoločen čas, ki je dajo tudi večjo varnost, jih je pa manj. Potem imamo še različne oblike od samozaposlitve do pogodbe o delu, zaposlitev preko agencij in želimo izenačiti, približati tem zaposlitvam za nedoločen čas ravno z zakonom o delovnih razmerjih. Oblikovali bomo tudi sklade za odpravnine, ki bodo omogočali delavcem, ki so izgubili zaposlitev, ustrezno varnost v času iskanja nove zaposlitve. Sredstva, ki se bodo stekale na individualnih računih delavcev, bodo pa zaposleni lahko izkoristili v primeru brezposelnosti, kolikor pa ne bodo izkoristili, pa lahko tudi si štejejo v rento. Omejili bomo prispevke za socialno varnost, uvedli bomo tako imenovano socialno kartico, s čimer bomo zmanjšali stroške dela in s tem prispevali k izboljšanju konkurenčnosti podjetij.
Okrepili pa bomo tudi sofinansiranje programov, ki spodbujajo vključevanje zaposlenih, funkcionalne usposabljanja, izobraževanja in dolgoročno vplivajo tudi na večjo konkurenčnost zaposlenih na trgu dela. Cilji na področju socialne zaščite so dolgoročno stabilen pokojninski sistem za varno starost, celovita oskrba ljudi, ki potrebujejo stalno pomoč, pregleden in pravičen sistem socialnih prejemkov, reorganizacija in povečanje učinkovitosti delovanja inštitucij na področju socialnega varstva in krepitev javne mreže s poudarkom na razvoju neinstitucionalnih oblik varstva. Ukrepi za doseganje teh ciljev na področju socialne zaščite so pa predvsem prenoviti pokojninsko zakonodajo na način, ki bo zagotavljal dolgoročno finančno vzdržnost in primerne pokojnine. Nov sistem bo temeljil na večstebrnem sistemu, ki bo na eni strani zagotavlja večjo povezanost med plačanimi pokojninami in prispevki, na drugi strani pa zagotavlja socialno varnost tudi tistim, ki niso tega dosegli z plačanimi prispevki, tako imenovane državnimi pokojninami. Sistem bo pregleden in bo zavezan tudi za vse informacije o plačanih sredstvih in pričakovani višini pokojnin. Sprejel se bo tudi nov zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim bomo omogočili podlago za vzpostavitev enovitega sistema dolgotrajne oskrbe. Ta zakon je šel v javno razpravo že leta 2006 in če ni bil predlagan na vlado oziroma državni zbor. Zagotovili bomo čimprejšnjo polno izvajanje enovitega sistema dodeljevanja javnih sredstev, ki bo z upoštevanjem celovitega materialnega in finančnega stanja posameznika in družine omogočil večjo pravičnost in preglednost pri urejanju socialnih pravic. Predvsem želimo preprečiti zlorabe posameznikov in ravno z večjim nadzorom in preglednostjo bi omogočili denarno socialno pomoč tistim, ki jo zares potrebujejo. Okrepili bomo tiste programe, ki podpirajo razvoj socialnih sistemov, ki ljudem omogočajo, da še naprej živijo v svojem okolju, kajti tudi v Evropski uniji je trend, da starejši želijo ostati doma in zato da živijo še naprej v svojem okolju, kot so naprimer pomoč na domu, skrbovane stanovanje in dnevni centri. Zagotovili pa bi tudi organizacijo socialno-varstvene mreže, s katero bomo zagotovili sodobnejšo vlogo inštitucij na področju socialnega varstva s poudarkom predvsem na zmanjšanju birokratskih ovir in povišanju strokovnosti in učinkovitosti storitev.